Slovenija je v precepu. Tema izbrisanih je v slovenskem prostoru deležna že kar pretirane pozornosti. Članke je zaslediti v vsakem izvodu dnevnega časopisja. Tudi na deželni televiziji smo pripravili že 2 oddaji. Tokrat se teme lotevamo v prostorih Državnega zbora, kjer se pa tudi ne morejo sporazumeti, kako urediti problem. V nečem se pa le vsi strinjajo. Referendum bo. Referendum bo. Referendumu se praktično ne da več izogniti. Je prav, da imamo referendum. Kocka je padla. Ker politiki niso uspeli priti do kompromisa, so kot mnogokrat poprej prepustili odločitev ljudstvu. Pomladi bomo torej odločali o primernosti tako imenovanega tehničnega zakona o izbrisanih. Ob tej priložnosti smo se pri različnih parlamentarnih strankah pozanimali, kaj menijo o referendumih. Ljudska volja je tisto, kar je največ. Če se gremo demokracijo, potem so na koncu tisti, ki odločajo ljudje. O nekaterih vprašanjih na referendumu ni mogoče odločati, ampak v tistem, kar pa govori o svoboščinah, o temeljnih svoboščinah, človekovih pravicah, recimo tudi o proračunu, te stvari na referendum ne gredo. Moram pa reči, da ostalih stvari, ki zadevajo naše državljane in njihovo delovanje znotraj lastne države, pa menim, da je tako tudi prav in menim, da ta inštitut mora ostati tudi vnaprej. Končno Slovenija je nastala na podlagi plebiscita, ne pa enega konkretnega zakona. Končno, dajmo se spomniti za nazaj, ne? Tiste mesece pred plebiscitom, ne samo mesece, tedne ali dneve pred plebiscitom. Mi danes imamo, Slovenci imamo svojo lastno državo, ker smo na plebiscitu tako se odločili. In mislim, da to značilnost moramo obdržati. Predvsem pa jo moramo obdržati v tem zamegljenem tranzicijskem procesu, v katerem smo še vedno, pa še kako zavozlani, ne? Da so določene vprašanja, do katerih pa mora priti do neposredne odločitve strani državljank in državljanov. Nekatere stranke pa zakonodajo na področju referendumov niso povsem zadovoljne. Zakon o referendumu in ljudski iniciativi pa, kot veste, ni mogoče popraviti v to smer, da bi se vsaj o zadevah, o katerih nikjer na svetu ne odločajo na referendumu, ne odločalo. Pri nas je tako širok, da je praktično možno o vsaki stvari izvesti referendum in od tod seveda tudi takšni referendumi, ki o ničemer ne odločajo. Torej, prav gotovo, da referendum je najvišja oblika ljudske volje in da treba ta status obdržati referendum v naši zakonodaji in ustavi, vendar je pa treba omejiti, kot sem rekel, da nekatere stvari ne morejo biti predmet referendumskega odločanja. Recimo, bom mogoče banalen primer povedal, da je nekdo v Mariboru poskuša to testirati in je rekel, ali ste za to, da se poslancem in drugim funkcionarjem znižajo plače. V 1 uri je dobil na ulici 300 podpisov. Mislim, to je taka banalna primerjava, da lahko včasih tudi za neko stvar tako, ki ne more biti stvar referendumskega odločanja, dobiš lahko tudi podpise. Že zato, če je tako široko polje tistih, ki lahko referendum predlagajo, je treba na drugi strani, seveda zato, da se uveljavi neka večinska volja volivcev, zagotoviti primerno udeležbo, da je takšna odločitev, da tako rečem, tudi družbeno sprejemljivo sprejeta. Ta zakon, ki ga imamo sedaj, seveda tega ne omogoča. No, zakonodaja je bila primerna, vendar so jo iz dnevno-političnih razlogov doslej velikokrat spreminjali. Spomnimo se samo leta 1996 in naslednjih let, ko je bil referendum oziroma ko smo se borili za referendum v večinskem volilnem sistemu, takrat so praktično ob vsaki naši zahtevi zakon popravljali, tako da bi onemogočili tisto konkretno zahtevo. Zaradi tega je zakon postal v nekaterih delih precej luknjičast in tudi neusklajen med sabo. Kljub temu pa v samem bistvu zakon ne more izničiti 90. člena ustave, ker je referendum zapisan kot temeljna ustavna pravica. Zato zdaj sicer skušajo spremeniti ustavo, vendar jaz upam, da jim ne bo uspelo. Referendumska zakonodaja po mojem v nekaterih elementih ni v redu. Jaz to stališče in naša poslanska skupina Združene liste socialnih demokratov zastopamo že kar nekaj let in opozarjamo, da tako kot je v Sloveniji urejeno vprašanje referenduma, ni urejeno prav v nobeni, ampak res prav v nobeni evropski državi. V nobeni evropski državi ni ureditve referenduma na ta način, da bi imeli
tako zvani predhodni in naknadni in še ustavni in še posvetovalni referendum, ampak predvsem predhodni referendum je vprašljiv. V nobeni evropski državi referendum ni urejen tako, da bi bil tak širok krog pobudnikov za izvedbo referenduma. Mi imamo za izvedbo referenduma Državni zbor, 30 poslancev, Državni svet, potem 40 tisoč podpisnikov, ki vsi lahko zahtevajo referendum. Nobena država nima glede referenduma možnosti odločanja o nekaterih zakonih, ki so recimo davčne narave. O davkih se zelo težko na referendumu odloča. Po demokratični tradiciji referendumu se ne odloča o manjšinskih in človekovih pravicah, ker manjšina največkrat nima v celoti zaslombe v večini in če se vprašanje manjšinskih pravic daje na referendum, se zelo lahko zgodi, da so te pravice ukinjene, to pa izrecno je nedemokratično, tako da referendum ni na ustrezen način urejen, vendar mi smo te pobude imeli tudi v zadnji razpravi o spremembah ustave. Opozicija zaradi zelo demagoških stališč in ker lahko to zlorablja za svojo politično delovanje, nažalost, tudi Slovenska ljudska stranka se jim je priključila, niso bile pripravljene niti najmanjše spremembe na področju referenduma sprejet. Mogoče nekaj malega šans za to še je, ampak močno dvomim. Razprave v zvezi z referendumi izbrisanih prej otežujejo pripravljenost za boljšo sistemsko rešitev. Mislim, da bi mogli pri temu dve stvari vnesti noter. Prvič, nekatere stvari izločiti, ki ne morejo biti stvar referenduma, drugič pa tudi postaviti limit, najmanj koliko udeležencev, kak procent udeležencev na referendum mora biti, da je referendum veljaven. Ker zdaj to, kar imamo, žal je pa v letošnjem letu, ki je volilno leto, težko karkoli premakniti. Ena od zahtev je bila, da bi se, to bi bilo treba pa ustavno določbo spremeniti, vendar ni za spremembo ustavne določbe, je pa treba 2/3 poslancev, da to sprejme, te kvote pa zdaj v letošnjem letu ne bo možno doseči. Poglejte, kar se inštituta referenduma tiče, imamo dve opciji. Ali da Državni zbor reče, da je referendum uspešen takrat, kadar se ga udeleži določena večina, ali druga oziroma opcija potem, ki se izpeljuje iz tega področja in da reče, da so referendume celo obvezni. To bi pomenilo, da državljani Republike Slovenije obvežemo, da morajo tisto nedeljo iti na volitve. Ampak to bi bilo po drugi strani zopet skregano z neke vrste demokracijo. Na svetu sta dve kategoriji demokratičnih držav. Ena kategorija ima obvezno udeležbo na voliščih, na referendumih in na volitvah, recimo Belgija, Avstralija, Argentina. Tam plačaš kazen, če ne greš na volišča. In je tudi to pač demokratično, ker velja za vse enako. Druge države, večina drugih držav tega nima. Se pravi, je to, da greš ti na volišče, to je svobodna volja. Kolikor ne greš, se s tem strinjaš z rezultatom, ki ga izglasujejo tisti, ki ti gredo. Je neka odločitev povezana s tem, tudi tisti, ki ne gre na referendum. Ne? Tisti, ki ne gre, pač se za to stvar ne zanima ali ga pa ne zanima zadosti. Ne? Jaz mislim, da moramo to obdržati. To je tudi značilnost v drugih državah, ki so zelo demokratične, kot na primer Švica. Ne? Jaz bi to obdržal pri nas na vsak način. Ne glede na to, kdo je na oblasti, jaz mislim, da če obstaja takšen neposredna kontrola ljudi, mislim, da je to silno zdravo za našo demokracijo. Referendum je najdražja oblika političnega odločanja, saj stroški enega referenduma znesejo okrog $600 milijonov. Predvsem zaradi tega velja načelo čim manj referendumov, vendar referendum sam ne bo dosegal niti 1% odškodnin, ki jih bo Slovenija morala izplačati tako imenovanim izbrisanim, vkolikor do referenduma ne bo prišlo. Torej, vkolikor tehtamo 100:1, smo v nacionalni stranki vedno bili na stališču, da smo rajši za majhen strošek kot velik strošek. Je pa res, tudi strošek referenduma bi se lahko izognili, vkolikor bi minister Bohinc, gospod Rop, gospod Pahor in gospod Potrč
na začetku bili pripravljeni na pogovor oziroma bili vsebinsko pripravljeni ščititi interese naše države, ne pa da so jih v vsakem trenutku za vsak volilni glas takoj pripravljeni pomagati. O referendumu glede izbrisanih so prvi pričeli govoriti v Stranki slovenskega naroda. Mi smo leta 2003 trikrat vložili pobudo proti tako imenovanim izbrisanim, za katere mi menimo, da jih ni, da je to samo politična napihnjenost in pa da tele pozicijske stranke v vladi iščejo nove volilce in pa verjetno tudi nostalgija po tako imenovani Jugoslaviji. V največji stranki menijo, da je tema medijsko in politično napihnjena iz nekih povsem racionalnih razlogov, da tako rečem. Smo v volilnem letu. Zakaj tako mislim? Zaradi tega, ker pogledajte, če nikogar ne boli glava v tej državi, da je ta država tožena za 800 milijard dolarjev, če nikogar ne boli glava, da bomo morali zaradi zakona o denacionalizaciji plačati 1,7 milijarde evrov, tukaj pa se tepemo in pretepamo zaradi nekih odškodnin, za katere niti ne vemo, kakšne bojo, kolikšne bojo in tako naprej, potem se človek vpraša, kje smo. Ne? Sploh pa zdaj se mi zdi, da se ta zadeva vleče in da se bo vlekla čedalje bolj iz enega samega razloga, in to so letošnje volitve. Ne trdimo, da gre za predvolilno kampanjo, trdimo, da je šlo za predvolilno računico. Dejstvo je, da brez novih državljanstv liberalna demokracija v Sloveniji nikoli ne bi vladala, če pogledamo rezultate volitev, in posegli so pač po stari preizkušeni formuli. Tudi gre tukaj za zelo očitne povezave, ki kažejo, da ima Slovenija še vedno neko enotno oblast, ki ni demokratično deljena na izvršilno, zakonodajno in sodno, ker so ljudje v isti stranki. Ne? Gospod Ribičič je bil prej celo predsednik Združene liste, zdaj odloča na Ustavnem sodišču. Gospod Bohinjski bi moral izdajati odločbe, je tudi v Združeni listi. A ne? Gospod Potrč, ki vlaga vloge na Ustavno sodišče, je tudi v Združeni listi. Gospod Pahor, ki vodi parlament, ki zahteva ustavno presojo referenduma, je tudi v Združeni listi. Gospod Kocijančič, ki dela propaganda na nacionalni televiziji za tako imenovane izbrisane, je tudi v Združeni listi. Skratka, fantje se zvečer dobijo na taroko ali pa na večerju, se zmenijo, kako bi dobili nove volivce, potem pa vsak dela po svoji liniji. In zaradi tega potem država zaide v težave, davkoplačevalci pa naj bi vse to plačevali. Žal so se vse aktivnosti v zadnjem času tako medijsko razširile, da je po vsej verjetnosti tudi zgodba izbrisanih del volilne kampanje. Po drugi strani pa je ta del zgodbe bil vsiljen, vsaj nacionalni stranki. Mi smo od samega začetka povedali, mi nasprotujemo temu in ni pomembno, ali bi bilo to tik za volitvami ali tik pred volitvami. Osnovni program Slovenske nacionalne stranke je pač, da spoštujemo slovensko zakonodajo in se borimo za slovensko identiteto in ne bomo z nobenim našim glasovanjem ali pa ukrepom storili nič, kar bi ogrozilo torej vse tri osnovne temelje obstoja slovenske države. Problem izbrisanih je sam velik pravno-politični zaplet. Da je situacija še bolj zapletena, je šlo za neke vrste ping-pong med pravniki, strokovnjaki, eminencami ustavnega prava pri nas in pa med ustavnim sodiščem. Prvaka opozicije smo vprašali, kako to, da po vseh teh medstrankarskih pogajanjih niso uspeli najti kompromisa. Mi se ne strinjamo, da se komorkoli odločba avtomatsko da za nazaj, kot da je bil tukaj, ne da bi se to preverjalo. Dočim vladne stranke vztrajajo, da je to izvrševanje odločbe Ustavnega sodišča in da jim ni treba nič dokazovati. Ne. Res je, da z navadno zakonodajo ni možno omejiti odločbe Ustavnega sodišča. Je pa to možno z ustavnim zakonom, zato smo to tudi predlagali. In kot že rečeno, nismo mi tisti, ki smo prvi izbrali to pot. Leta 2000 so ravno te stranke, LDS in Združena lista, z ustavnim zakonom povozile kompletno, ne samo omejile, ampak povozile odločbo Ustavnega sodišča v večinskem volilnem sistemu, ki je bila poleg tega še podprta na referendumu. Tako da pravna pot seveda obstaja, je tudi dopustna, to je presodila leta 2000 Beneška komisija.
In vladne stranke ne želijo poseči po tej poti, zato ker bi to šlo pač v njihov interes po pridobitvi novih volivcev. Zato je tudi vsa ta kolobocija nastala. Prvi zakon so celo predlagali 5-letni rok, v okviru katerega bi lahko nekdo še uveljavljal te statuse, kar pomeni, da bi jih v tem času privabili v Slovenijo še kakšnih 10 000. Nesprejemljivo je to, da opozicija sploh ne želi izvršiti odločbe Ustavnega sodišča. In vsa ostala pojasnila njihova so preproste laži. To se je pokazalo tudi na teh usklajevanjih. Tega problema, ki je nastal na formalni ravni, se pravi, ko imamo na eni strani odločbo Ustavnega sodišča, ki je obvezna za zakonodajno oblast, razen če ta poseže po ustavnem zakonu. Na drugi strani pa imamo zahtevo, da se odločbe izdajo brez zakonske podlage, kar je proti drugim členom slovenske ustave. Tega problema, ko karkoli narediš nezakonito, ni možno rešiti v okviru obstoječega pravnega reda. Zato je potreben ustavni zakon in slej ko prej bo do tega zakona prišlo z to izredno sejo, ki je sklicana za ponedeljek, in s tem navadnim zakonom problema enostavno ni možno rešiti in gre samo za zapravljanje časa. Jaz mislim, da pravna država bi morala kljub temu postopati po odločitvi Ustavnega sodišča in da je to ravno tisto, kar je treba ljudem povedati in kar mi ves čas dopovedujemo, da je opozicija, da so tisti, ki so predlagali referendum, pravzaprav želijo zlorabiti ljudi. Ne samo povzročiti stroške, ampak tudi zlorabiti oziroma zahteva, da na podlagi referenduma ne pride do izvajanja odločitve Ustavnega sodišča. Politično se mi zdi, bo nemodro za pozicijo, če bi poskušala preprečiti ta referendum. Zakaj? Zato, ker na vse zadnje ima opozicija oziroma imamo vsi v tem prav, smo si enotni, da je referendum pač najvišja oblika izražanja ljudske volje in najvišja oblika demokracije. V Slovenski ljudski stranki so podali predloge, ki pa niso padli na dovolj plodna tla. Naš predlog torej je, da se z ustavnim zakonom vzpostavi pravna podlaga za to, da se za nazaj ne izdajo nikakršne odločbe, saj so te nesmiselne, in da se ne vzpostavlja nikakršna podlaga za odškodnine. Do odškodnine imajo pravice zgolj tisti, ki jim je bila njihova pravica kršena za protipravnim ravnanjem upravnih organov, in izključeno je vsako podeljevanje statusa za nazaj. Namreč trdimo, da se mora izenačiti položaj tako imenovanih izbrisanih s položajem tistih tujcev, ki so imeli status tujca s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. V ta namen smo v stranki pripravljeni sodelovati pri preučitvi možnosti dopolnitve 13. člena temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije z novim drugim odstavkom, ki bi se v grobem odstotku lahko glasil: državljanom drugih republik iz prejšnjega odstavka, ki si v zakonskih rokih niso pridobili državljanstva, niti uredili status tujca, se pri uveljavljanju nekaterih njihovih pravic, ki jih določa zakon in pod pogoji iz tega zakona, prizna enak pravni položaj, kakršnega imajo tujci s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. Menimo, da je to tista rešitev, ki bi zadovoljila tako odločbo Ustavnega sodišča, bi zadovoljila tudi pravne strokovnjake, in menim, da bi na tak način slovenska politika dosegla tisti kompromis, ki so ga morebitni oškodovani v primeru tako imenovanih izbrisanih tudi deležni. Kako v opoziciji gledajo na izbrisanje in na njihove zgodbe iz začetka 90-ih let, nam je med drugimi pojasnil tudi Janez Janša. Vsi, ki smo takrat živeli, smo lahko leta 1991 opazovali konvoje jugovojske, ki je odhajala iz Slovenije, pa tudi ladje, ki so plule iz koprskega pristanišča. Med avgustom 1991 in koncem oktobra 1991 je iz Slovenije odšlo organizirano okrog 30 000 ljudi. To so bili vojaki bivše jugoslovanske armade, ki so tukaj služili vojsko, regruti, ki niso imeli stalnega bivališča, njih pač ne moramo šteti v to kategorijo, teh je bilo okrog 10 000, ostalih približno 20 000 pa so bili oficirji, podoficirji in civilni uslužbenci nekdanje jugoslovanske armade in mnogi člani njihovih družin. Tega je bilo okrog 20 000 in
velika večina teh ni odjavila stalnega bivališča. Ni vzela slovenskega državljanstva, ni si uredila stalnega ali začasnega bivanja po zakonu o tujcih, ki je bil sprejet junija leta 1991 in februarja leta 1992, ko so ti roki potekli, enostavno teh ljudi ni bilo tukaj, niso se pa tudi odjavili, zato so bili v registru pač odveč nek višek, niso bili ne državljani, ker niso hoteli slovenskega državljanstva, niti se niso registrirali kot tujci. In te kartoteke so bile pač prenešene iz registra stalnega prebivalstva in to je bilo tudi edino pravilno. Res pa je, da so se tisoči od teh, ki so takrat odšli, začeli po letu 1995, ko je bilo jasno, da bo v Sloveniji življenje boljše kot pa v Bosni ali pa v Srbiji ali na Kosovu, vračati v Slovenijo in sprožiti postopke pred sodišči, dokazovati, da so skozi živeli tukaj. Ni obstajal noben dokument, iz katerega bi izhajalo, da bi se res odjavili, ker se tudi niso. Skratka, ni bilo papirja, s katerim bi ti lahko njemu dokazal, da ni ves ta čas živ tukaj, oni pa so, ne vem, lahko pripeljali 2 priče, ki sta rekli, da pa je bil tukaj, ali pa niti tega ni bilo treba, oziroma tako kot zdaj vlada predlaga, bi se jim stalno bivališče dalo za nazaj, ne da bi se to preverjalo, za tisoče. To je vsebina tako imenovanega tehničnega zakona. Se pravi, to je dokazljivo, izmišljena kategorija, morda je obstajalo od teh tako imenovanih 18.000 izbrisanih, od te številke nekaj ljudi, ki so dejansko bili tukaj, morda nekaj snažil, ki jih zdaj navajajo kot primere, morda kdo, ki je bil v tem času v bolnišnici in si pač dejansko ni mogel urediti statusa, morda je bil kdo, ki bi moral za to, da dobi status tujca, prinesti potni list iz Bihača, ker pa je bila februarja leta 1992 praktično že vojna in te liste ni mogel dobiti. V takih primerih se tudi mi strinjamo, da bi šlo za upravičene primere, ko nekomu lahko daš nek status za nazaj. Pri tisti, ki so pa Slovenijo napadli, potem odšli iz države, pa šli čez par let nazaj iz špekulativnih razlogov, oprostite, njim pa Slovenci ne bomo plačevali nobenih odškodnin. V Združeni listi socialnih demokratov pa so mnenja, da v opoziciji na izbrisane ne gledajo primerno. Opozicija pa je te ljudi želela prikazati kot večinsko nasprotnike Slovenije, kot tiste, ki niso hoteli prositi za državljanstvo, kar je mnogo kdaj res. Ampak nekdo, ki ni želel biti državljan Slovenije, še ni sovražnik Slovenije. On bi pač ostal tujec in bi želel kot tujec naprej v Sloveniji živeti, kot je živel leta nazaj. Marsikje so jih prikazali kot tiste, ki želijo zdaj se okoristiti, čeprav so dolgo časa živeli po Jugoslaviji, bivši, in tudi ponekod v vojnah po Jugoslaviji sodelovali. Marsikje so jih hoteli prikazati kot špekulante, ki jim je samo za velik denar in za okoriščanje račun Slovenije. Jaz ne izključujem, da vsaki od teh primerov so. Ampak seveda tudi, če ti primeri so, zato ni mogoče vsem 18.305, kolikor jih je zdaj v evidenci, dati takšno etiketo, dati takšno oceno in zato ne izvajati zakona in odločitve, ki jo je Ustavno sodišče sprejelo. Obstajajo možnosti, da so ljudje, ki so dejansko hoteli izvesti to opcijo, ki jim je Slovenija nudila, in so se predstavili pri slovenskim oblastem in so hoteli bodisi postati državljani ali pa tujci. Če jih je nekdo nezakonito zavrnil, potem je to napaka in je treba popraviti. Če je nekdo, bodisi katerikoli uradnik, zahteval od tega človeka določeno dokumentacijo, ki je pač legalno, bi jo moral imeti, pa jo ni mogoče človeškega vidika dobiti. Konkreten primer, en državljan SFRJ iz Bosne, ja, če je tam divjala vojna, mu ne moreš zahtevati, da prinese vse svoje papirje, če jih seboj ni imel. Mislim, da te stvari moramo popraviti. In zato smo tudi pripravljeni takšen ustavni zakon sprejeti, kjer bodo te stvari, na katere nas Ustavno sodišče opominja in nas zavezujoče opominja, da moramo to rešiti, da jih tudi rešimo. Torej, da se jim prizna,
da vsakdo, ki je načel ta postopek, pa ga ni mogel izvesti, bodi si zaradi nezakonitega ravnanja uslužbencev države, ali pa, ker smo zahtevali od njega stvari, ki jih ni mogel čist človeškega vidika imeti s seboj, ne, ali pa sploh prinesti v pravem času, da se mu od tistega dne prizna in se ga seveda pač prizna za bodi si za tujca stalnim prebivališčem od tistega datuma ali pa državljana, če tako danes zahteva. Predsednika parlamentarnega odbora za notranjo politiko smo vprašali, kaj se je 26. februarja 1992 na tedanjem sekretarijatu za notranje zadeve dejansko zgodilo. Iz evidence stalno prebivajočih so jih preprosto izbrisali in jih dali ven. Če bi se v tem je napaka, pravzaprav, ne. Zato je ustavno sodišče na njihovi strani, da tako rečem. Če bi se takrat izvedlo, torej se je sprejel nek zakon, ki bi bil korekten, bi bil temeljil na zakonu o splošnem upravnem postopku, se izvedli neki postopki, ugotovitveni postopki, ne. Recimo, pride nekdo, ugotovi, ta ne stanuje tukaj, ali ga pozove, da to uredi, ne, na seveda pravno korekten način, ne, potem tukaj ne bi bilo nobenega problema. Ker se je pa to naredilo čisto tako tehnično, ne, je pa seveda prišlo do tega, da so bili izbrisani ljudje, tudi ki so stanovali ves čas tukaj, ki so denimo Slovenci po rodu, ki so bili rojeni v drugih republikah nekdanje Jugoslavije in normalno, da ko so urejali posamezna potem stanja, ne, in ker niso imeli priznanega statusa stalnega prebivanja, seveda so naleteli na ogromne težave, ne vem, naprimer od izdaje oziroma podaljšanja vozniškega dovoljenja in podobne zadeve. Tako da, če takrat ne bi bila narejena ta neumnost, ne, ki je po moje tudi temeljila na neki nestrpnosti do naših sodržavljanov, pripadnikov drugih narodov bivše Jugoslavije, seveda mi teh problemov danes sploh ne bi imeli. Zdaj se poskušajo na različne načine stvari prikazovati tudi zato, da ne bi bilo direktno jasno povedano, kaj je bilo pravzaprav storjeno. Nedvomno pa je, da ti ljudje so bili izbrisani iz registra stalnega prebivališča, kar za marsikoga, ki tega ne ve, se morda ne zdi nič hudega. Dejansko pa je s tem bilo povzročenih mnogo težav. Če nič drugega ne, morali so obnavljati vse dokumente, nekaterih niso imeli, če nič drugega ne, so mnogi od teh bili nelegalno, formalno v Sloveniji, imeli so zato težave z ustreznimi organi, bili mnogokdaj tudi kaznovani pred sodnikom za prekrške, v najhujših primerih, jaz upam, da jih ni preveč, poznamo pa jih je naša policija zaprla oziroma vklenila in jih enostavno nagnala preko meje. V Združeni listi so se že leta 1991 zavedali, kakšen problem utegne nastati. V naši poslanski skupini pa smo predlagali tudi poseben sklep, ki je bil v takratnem družbeno-političnem zboru sprejet in podprt celo od vlade in v katerem smo rekli, da se položaj ljudem, ki ne bodo zaprosili za državljanstvo, izpolnjujejo pa pogoje stalnega prebivanja, ne bo spremenil. To se pravi, problem smo poznali, vlada takrat ni javno povedala, kaj se bo zgodilo, 26. februarja pa je, ne da bi kdorkoli od politike vedel, najbrž pa nekaj ljudi v vladi, bil izvršen izbris, o katerem niso bili obveščeni, tudi ne ti takozvani izbrisani. Skratka, ni bilo niti v zakonu to predvideno, ni bilo niti javno objavljeno, kar se zdaj lažno trdi, ti pa tudi niso dobili odločbe, tako da so mnogi ugotavljali, da jim je bil izbris izvršen šele kasneje, ko so prišli urejati prejšnje dokumente na upravno enoto oziroma takratne občine. 174 tisoč bivših državljanov SFRJ so postali slovenski državljani v tistem obdobju in ko je enkrat slovenska vlada tudi septembra leta 1991 dala neko napotilo uslužbencov na Ministrstvu za notranje zadeve, da se lahko šteje tudi obdobje pred plebiscitom, če je dejansko tukaj bival, in to možnost je 1450 so to izrabili takoj
in nad 800.000 se jih je pa prijavilo za začasno bivališče. Torej, jaz mislim, da Slovenija je bila odprta in to je treba še kako ponavljati. Nas ni treba imeti nikdar sram, da smo bili zelo odprti. Veste, mene zelo zaboli, ko poslušam tele parole sedaj, da smo Slovenci ne vem kakšni ksenofobi, ko pa dejansko težko najdete eno državo v svetu, ki je tako odprto ravnala do ljudi, ki niso svojega lastnega rodu, kot je napravila to Slovenija. In jaz upam, da bomo tudi te napake, na katere nas Ustavno sodišče sedaj opozarja, da jih bomo v najkrajšem času tudi rešili in naprej živeli. Slovenija ima veliko bolj pomembne izzive pred seboj, kot pa da bi ne vem koliko časa zgubljala v teh neplodnih debatah. Če bi se postopek za vsakega posebej, kot sem prej omenil, izvedel od začetka do konca, se ugotovilo, ali živi tukaj ali ne živi, skratka, če živi, potem normalno in ima dovoljenje za stalno prebivanje, takemu se tega dovoljenja ne sme vzeti. Razen seveda, če je to v zakonu utemeljeno in recimo, da je utemeljeno tako, da je storil kaznivo dejanje, nekoga ubil, je tujec in takrat ga seveda lahko izženemo. Se mu to vse odzame, ampak v nekem postopku. Tega ni bilo narejenega, zaradi tega so bili ti primeri. Ampak najbolj noro, kar je pa zdajle, je pa to, da ljudje, ki si tega res ne zaslužijo, da so v tej skupini, da tako rečem, ki je nastradala zaradi neke šlamparije države, da se pojavijo ljudje, ki so skupaj z jugovojsko odšli na bojišča v druge republike nekdanje Jugoslavije, in se zdaj tukaj pojavljajo kot izbrisani. Ko to dvoje zmešaš, je normalno, da ljudem, ki so se borili za samostojno Slovenijo, začne vred kri po žepih. Pravična podelitev statusa stalnega bivališča ali državljanstva našim nekdanjim sodržavljanom je nemogoča zaradi nekorektnega delovanja upravnih enot in tudi družbeno-političnega zbora v začetku 90-ih let. Težko bo ločiti, kdo je špekuliral, kdo pa dejansko ni vedel, kaj mora storiti, zato ker država ni obvestila ljudi, ki jih je izbrisala, da jih je izbrisala. V uho nas je zbodlo mnenje poslanca Stranke mladih. Tisti pa, ki so špekulirali, oziroma tisti, ki se niso niti potrudili, da bi si ta status takrat pridobili, tisti pa po mojem mnenju niso upravičeni do tega. Pa menite, da bi bilo potem potrebno tistim, ki so špekulirali, tudi preprečiti, da dobijo status tujca s stalnim bivališčem? Mislim, da ja. Zanimalo nas je, ali v Stranki mladih Slovenije menijo, da je primerno, da imamo tak referendum. Mislim, da ni najbolj primerno. Še posebej ne v tem trenutku, ko je Ustavno sodišče tako ali tako naložilo notranjemu ministru, da odločbe izdaja. Tako da bi bilo res vredno pretuhtati vse vidike, vredno poiskati rešitev, da bi ta referendum mora biti preprečili, vendar mislim, da zdaj smo žal s tem nekoliko zamudili. Mislim pa, da ima tukaj največjo odgovornost vendarle vodstvo državnega zbora, ki je zamudilo s tisto prvo presojo, s tisto prvo vlogo za presojo zakonitosti na Ustavnem sodišču. Zanimivo mnenje glede na to, da se je ravno eden izmed njihovih poslancev podpisal pod zahtevo za referendum. Zaskrbljujoče je pa mnenje podpredsednika Slovenske nacionalne stranke. Nobenega izbrisa v naši državi ni bilo. Nobenega izbrisa v naši državi ni bilo. Očitno, da poslanec nacionalne stranke še vedno ne ve, da sta izbris kot napako priznala tako Ustavno sodišče kot tudi notranje ministrstvo. Problem izbrisanih se je vlada odločila urediti z dvemi zakoni, tehničnim in sistemskim. Vse kaže, da soglasja ne bo, tudi kar se tiče sistemskega zakona. Zato nas je zanimalo, ali se opozicija strinja, da bi imeli dve vprašanje na referendumu in sicer glede obeh zakonov. Zelo mogoče tudi lahko do tega pride. To bi bilo še kar pametno, ker končno zakaj pa bi dvakrat hodili, če lahko enkrat samkrat gremo. Je pa le to tako zapleteno vprašanje, da jaz mislim, da je prav, da v skladu z našim ustavnem redu o tem odločajo državljanke in državljani. Vse kaže, da so se v parlamentu te teme že povsem naveličali. Mesto, da bi se ukvarjali, če začnem s kazenskim zakonikom, pri nas na našem odboru, z zakonom, ki bo bolj pravično porazdelil davčno breme, z zakoni, ki ne stimulirajo industrijo, majhno obrt in tako naprej, se ukvarjamo zdaj z neko temo, ki je, jaz mislim, za družbo popolnoma
v tem pogledu ta trenutek minorna. Očitno je ta tema tako minorna, da je najbolje, da se glede nje opredeljujemo kar vsi državljani, tako kot smo se glede vstopa v Evropsko unijo in na plebiscitu.